Poslovno okolje, v katerem delujejo izvajalci računovodskih storitev, se še nikoli ni tako hitro spreminjalo. Kako se s temi spremembami srečujejo izvajalci računovodskih storitev? V prvi fazi bom rekla, da vsak po svoje. Me pa zelo veseli, da se tudi izvajalci računovodskih storitev povezujemo, izmenjujemo izkušnje in da smo tudi mi tisti, ki mogoče na določeni meri pa malo usmerjamo, pa tempiramo, kako se pa bo, oziroma bolj usmerjamo, kot tempiramo, kako se bojo te stvari spreminjale naprej. Všeč mi je, ker imamo tukaj zbornico računovodskih servisov, ki nam je res v veliko podporo, predvsem glede svetovanja, glede takih dogodkov, ko je tudi danes tukaj, da nam povejo, pokažejo, kaj vse se že da, oziroma da nas opozorijo, na kaj moramo biti v prihodnosti pozorni. Zbornica računovodskih servisov se je že v letu 2014 zadala, da bi to komunikacijo med izvajalci računovodskih storitev, ki jasno predstavljajo podjetja v Sloveniji, in bankami digitalizirala, avtomatizirala. Banke so v primerih obravnave vlog za kredite, limitov na poslovnih računih in podobnih zadev pošiljale razne obrazce nestandardizirane, kar je povzročalo ogromno dela pri pripravi teh podatkov računovodskim servisom in posledično tudi reševanja teh vlog so bile na banko izjemno dolgotrajna. S tem poenostavljenim standardom, ki smo ga predpisali, dogovorili z bankami in kjer je sodelovala že Ljubljanska banka kot pilotski projekt, smo standardizirali obrazce ali obliko poročila tudi v smislu tehničnih rešitev digitalizacije, tako da sedaj podatki potujejo med banko, torej izvajalci računovodskih servisi, konkretno preko BizBoxa na banko in se lahko zadeva, predvidevamo, ko bodo sprejele se banke, neka vloga reši v roku 24 ur. Živimo v obdobju nenehnih sprememb, digitalizacija, digitalna transformacija. S papirnimi dokumenti smo nekako vsi navajeni delati, so nam domači, z elektronskimi dokumenti pa se moramo še naučiti. Pri pretvorbi je predvsem pomembno, da zagotovimo, da so dokumenti verodostojni, torej avtentični, se pravi, da se pri sami pretvorbi ne izgubi del vsebine, da so celoviti, se pravi, naprimer, če gledamo primer skeniranja, da ko poskeniramo nek papiren dokument, da je v elektronski obliki dokument berljiv, da niso črke razmazane, da so se vidi, da nekako zaupamo, da je vsebina, ki je bila v izvorni obliki, tudi enaka v ciljni obliki. Potem pa temu sledi tudi hramba dokumentov. Se pravi, da se dokumenti hranijo na tak način, da na dolgi rok zaupamo, da se dokument ves čas hrambe ni spremenil, da je ostal enak, kakršen je in da mu dejansko zaupamo. Digitalna potrdila so en zelo pomemben faktor pri digitalnem poslovanju, saj so tisti faktor, ki nam omogoča, da je to poslovanje varno. Digitalno potrdilo uporabljamo že 20 let v elektronskem plačevanju in danes, ko se vse več pojavlja digitalizacija poslovanja in vse večje interakcije med podjetji in njihovimi klienti, je pomembno, da so tudi dokumenti, ki se izmenjujejo med podjetji, varni, da je izmenjava varna, da je elektronsko podpisana in da lahko omogočimo predpogoj, da lahko sploh nekaj digitaliziramo, to je pač zaupanje, da bo storitev ostala varna. Poslovni procesi na segmentu poslovanja podjetjev in pa računovodskih servisov, ki so zadolženi, da nudijo ustrezne, kvalitetne in ažurne informacije, so danes ključne. Vse se spreminja, tehnologija je izredno napredovala in danes omogoča, da je veliko stvari, ki smo jih do sedaj delali ročno, avtomatiziramo. Danes se praktično na vsakem srečanju pogovarjamo o digitalizaciji in naša vloga lahko strnemo v dveh oblikah. Prvič, zagotavljati nove tehnologije, jih uvajati tudi na ta segment vodenja računovodskih storitev.
Druga zanimiva zadeva in naloga je pa to, da računovodskim servisom in podjetnikom pomagamo pri integraciji teh rešitev v poslovne procese.